Živijo in pozdravljeni na webinarju od Zalifea. Danes tema osnove življenja za najstnike in temelji starševstva. Najprej na kratko o Zalifeu. Zalife je organizacija, kjer verjamemo, da prihodnost sveta stoji na miselnosti mladih in kjer mladi in starši najdejo svojo pot. Naredili smo predavanje in delavnice za več kot 18.000 najstnikov, 1000 staršev, stopnja zadovoljstva je 98%. In o čem se pogovarjamo? Da o izzivih realnega življenja s pogovori brez dlake na jeziku. Kaj bomo danes pogledali? Najprej dve osnovni stvari za življenje. In sicer, trenutno nas je na svetu nekaj več kot 8 milijard 191 milijonov, na dan se v povprečju rodi 50 do 100 tisoč ljudi več, kot jih umre. Ko sem študiral na Danskem, sem v bistvu dojel eno stvar, ker sem se družil z ljudmi iz celega planeta, in to je, da si vsi ljudje na tem planetu, ne glede na to, kje živimo, želimo dve stvari. Kaj vi mislite, kjer je dve stvari? Prva je biti srečni. A je res? Če želite biti srečni, če se strinjate, pol je to prva stvar. In druga stvar, ljubezen. Da nas imajo ljudje radi in mi njih. A je res? No, tu so dve stvari, ki si želijo vsi ljudje. Biti srečni in ljubezen. Pa pogledamo, kako naša družba deluje. Imamo en hendikep, ker so to dve stvari, ki manjkajo v današnji družbi. Kako vemo? Ker srečen in ljubeč človek ne škodi sebi in ostali. Še enkrat, srečen in ljubeč človek ne škodi sebi in ostali. Vsi ostali pa nabijemo. In za večino se začne že zjutraj v gledalo, če smo iskreni, ali? Si umivamo zobe, pogledamo osebo v gledalo in si mislimo, kaj je mati narava mislila, ki je mene delala. Pa zakaj sem glih jaz tako čuden? In vse možne napake, ki jih vidimo na sebi. Torej, kako lahko povečamo čas, ki ga preživimo kot srečni in ljubeči ljudje, tako da se vprašamo eno vprašanje, in to je, kaj bi v teh okoliščinah, ne glede na to, kakšnih, naredil srečen in ljubeč človek. Seveda govorimo za vsakdanje primere, ne zdaj, kakšni vem, da greste kaj pa v primeru pogreba, kaj pa če te ugrabijo, v redu je, zato je kaj drugega, ampak ljubeč si lahko tudi na pogrebu, če smo iskreni. Kaj bi naredil srečen pa ljubeč človek? Pa dobimo idejo, recimo, da smo v šoli, osnovna šola, srednja šola, včeraj si užalil sošolca in kaj narediš? Greš se mu opravičiti. Zakaj? Ker bi to naredil srečen in ljubeč človek. Pa velika verjetnost je, da se mu ne boš, ker se ti bo v glavi en glasek drl, ne si to opravičiti, ne bom jaz ta prvi, ki se opravičuje. Lega bumbarja, kašen je, se obrneš, bomo jutri. In jutri nikoli ne pride, kaj si takrat naredil? Prvič si obrnil hrbet sreči pa ljubezni. Drugič si obrnil hrbet sočloveku, ki ne veš doli, kaj bo čez 10, 15, 20 let. Kaj pa, če bo glih ta sošolc čez 20 let uspešen podjetnik oziroma sošolka podjetnica, ti izgubi službo, pride še v tvojo branžo, čez noč padeš ven in doma imaš dva otroka, partnerja, partnerko, treba najti na prihodek. Kam boš šel, kot odrasel človek boš razmišljal, kje vse variante imaš in pa se spomnil, moj sošolc iz osnovne šole, on je uspešen podjetnik. Pičeš do njega, mu poveš svojo zgodbo, rečeš, imaš službo zame in kaj reče on? Nimam, roteri za 180, pej domov. Zakaj? Ker ima 9 ali pa 4 leta slabih izkušenj s tabo. Ne glede na to, koliko si kompetenten, je velika verjetnost, 99,9%, da ti ne bodo v priložnosti. Ker ima slabo izkušnjo s tabo in uspešen podjetnik je postal tako, da je zmanjševal tveganje v svojem podjetju. In kaj so največji faktor tveganja v podjetjih? So ljudje. In če imamo slabo izkušnjo, jih nočemo imeti v svojem kolektivu. Preprosto. Tako da, kvaliteta vašega življenja bo zavisela od kvalitete vprašanj, ki jih boste postavili sebi in ostalim, in za več sreče in ljubezni je definitivno to eno od bolj kvalitetnih vprašanj. V življenju je bolj pomembno, kdo si, kot kaj si. Tu sem spoznal, ker sem delal kot bolničar negovalec v domu starejših Trebnje, pa v domu starejših Novo mesto, ki sem nehal delati v Trebnjem in v Novem mestu, so detki jokali za mano v Trebnjem, v Novem mestu babice. Sem se vprašal, zakaj. Ker jaz nisem nobenemu povedal, koliko denarja imam, kakšen avto vozim, kakšni hiši stanovanju živim, kjer je brende nosim, kakšen telefon, kakšno uro in tako naprej.
oni so imeli na voljo sam mene. Za 35 € sem bil oblečen, bela majica, bele hlače, kroksice. In kakšna je razlika med kaj si in kdo si? Kaj si je tvoje ime, priimek, spol, starost, izgled, nacionalnost, kultura, vera, religija, spolna usmerjenost, izobrazba, ekonomska moč, zanimanja, stil oblačenja in tako naprej. To v resnici nobenega ne zanima, to je toliko pomembno, kot okvir, v katerem je noter Mona Lisa v Louvru. Če bi bil na steni sam okvir, ne bi bile 200-metrske vrste. Torej, kaj je pa bolj pomembno v življenju? Ja, kdo si kot človek? Spoštljiv, ljubeč, razumevajoč, aroganten, nesramen, tečen, zajedljiv, srečen, svoboden, frustriran, prestrašen, spremajoč, sebičen in tako naprej. Tu je pa Mona Lisa, spoštljiv, ljubeč, razumevajoč, a pa nekaj, kar Jernej nariše, aroganten, nesramen, tečen, zajedljiv. Tudi noben se noče s tem družiti. In vsi mi imamo izkušnjo s tem, da je kdo si bolj pomemben kot kaj si. Ste že kdaj spravili kakšno osebo v boljšo voljo? Ja. Zakaj? Ker je pa ta oseba najverjetneje slabe volje, a je? Tako. Zdaj, če pogledamo eno stopnjo nižje, a imamo radi te ljudi, ki jih spravimo v boljšo voljo? Ja. A smo bili takrat zabavni? Tudi. Smo bili, jih spoštujemo? Tudi. Torej, kaj je naredilo razliko? To, da smo bili ljubeči, spoštljivi, zabavni, torej kdo smo, ali naše obleke, da smo hudi v Fortniteu, da imamo hud avto doma, hišo z bazenom, da gremo v Miami, Dubaj. In tako simpel je. Zdaj, kar bom povedal v naslednjih parih minutah, je potrjeno strani gospe, ki je delala na psihiatričnem oddelku za mladostnike. In sicer, ko se ljudje primerjamo ponavadi, potem kaj smo. In kje to naredimo? Na družbenih omrežjih najlažje, najhitreje. A je res? Praviš družbeno omrežje, ta ima six-packe, jaz ne, kva sem bed. Ta bumber ima bejbo, pa če ima ta bumber bejbo, pa je jaz nimam, kva sem bed. Te grejo na morje, Miami, Dubaj, mi v nerezine že 15 let, eni sploh ne grejo na morje, kva se jaz rabo roditi tem starš. Če bi rojen v Ameriki, Nemčiji, Dubaju, ne pa v tej zahojeni kokoški, ker res vsi mislijo, da ležimo nekje pa v Uzbekistanu, ne pa na jugu Avstrije, kako bi bil moj life boljši. In ko ti nekaj hočeš, pa nimaš, kakšni smo najprej ljudje, jezni, razočarani, žalosti. Ko tega nimamo dlje časa, ratamo frustrirani, živčni, skusimo na 6, smo skus, ne na 5. Pol dobimo misli, ki mislimo, da jih ne bi smeli imeti, se sekiramo, kaj si drugi mislijo o nas, prije do tesnobe, anksioznosti, začnemo dvomiti vase. Pol se odločimo, da sem jaz beden, life je beden, vse je bedno, vse je brez veze. Ponavljaš to, upadaš po depresivnih stanjih in hitro prideš do onih misli, ki se jim reče samomorilne, bul, da me ne bi bilo, misliš, da bi kdo prišel na moj pogreb. Kar so bile tudi moje misli, ki sem bil najstnik, ki sem bil buljen dosti v osnovni šoli. In zdaj, lani je 358 ljudi naredilo samomor v Sloveniji, 15 od njih mladoletnih. In vprašanje je, kaj to pomeni, da se je 15 razredov v Sloveniji poslovilo od sošolca ali sošolke na pokopališču, ne na valeti ali pa maturancu. Najverjetneje ne zato, ker je poudarek na kdo si, ampak na kaj si. Ker če bi bil na kdo si, bi imel 2 misije v razredu. Prva je, da se vsi dobro počutijo in druga je, da vsi dosežejo uspeh, ki si ga želijo. In tu imaš več kot preveč velik projekt, da zmagaš v lifeu. Za one, ki hodite v službo, isto, da se vsi dobro počutijo okrog vas v službi in da vsak uspe projekte, ki jih ima, speljati, kot si jih želi. Ok, zdaj pa pogledajmo najprej za najstnike. Ker mi delamo delavnice za najstnike, vprašamo, kaj si želijo vsi ljudje na svetu, kaj mislite, da prvo streljajo. Res je, denar. Pol si želijo materijala in slave, ker mislijo, da bo tu rešilo svet. Še bo imel denar, ona imela denar, veliko materijala in slavo, to bo to. In jim je cel fokus na tem, kar nimajo. In zato je večina njih nesrečnih, anksioznih, otožnih, nemotiviranih oziroma nezainteresiranih, vse je brez veze, ker oni bi tu imeli
ker to vidijo na družbenih omrežjih, ker ljudje imajo, so srečni, ko pozirajo, govorijo o svojih avtov in tako naprej. Sam ne vidijo pa poti, ki so jo prehodili te ljudje. Vidijo sam rezultat in se primerjajo s končnim rezultatom. Kar je pol nedelujoče in obremenjujoče. Videli smo nedavno raziskavo, da tretjina slovenskih najstnic si želi operirati svoje telo za to, da bi bile lepše. Kar se meni zdi grozljiva številka. 82% najstnic se sooča s ful velikim pritiskom v šoli in 52% najstnikov. Kar so spet neke grozljive številke, glede na to, da se da šolo čisto dobro regulirati. Jaz sem treniral 3., 4. letnik 4 do 6 ur na dan, vsak dan, pa sem ga speljal brez problema končal gimnazijo, pa nisem nadpovprečno inteligenten, niti ne, nimam fotografskega spomina, sam organizacija in ene veščine. Torej, kam se splača dati fokus? Namesto na denar, material, slavo, ki so bolj posledica česa naših veščin in vrednot. In v to se splača usmeriti fokus. Sicer najprej veščine. Jaz bi rekel 5 osnovnih veščin, ki jih lahko mladi driblajo vsak dan v šoli. Prva, ne zamujaj. Ko enkrat boste imeli službe, poslovni svet, noben vas ne bo toleriral, če boste zamujali. Druga, disciplina. Kaj to pomeni? Da se držiš osnovnih pravil, dogovorov, glede na družbo, v kateri se gibljaš, da delaš stvari, ki jih nočeš narediti, ampak si rekel, da jih boš. Stvari, ki si jih obljubil, da jih boš naredil, jih pa jih dela takrat, ki si rekel, da jih boš naredil, se pravi, da se greš učiti, ker rečeš, da se boš učil in tako naprej. Mike Tyson ima ful lepo definicijo discipline. Disciplina je tu, kar ne maraš delati, pa delaš, kakor da imaš tu najbolj rad na svetu. Konsistentnost, naslednja. Večina mladih niti ne ve, kaj tu pomeni ta beseda konsistentnost. Pomeni, da nekaj delaš dan za dnem, si konsistenten. Dan za dnem, dan za dnem. Ker akcije, ki jih delamo dan za dnem, nam bojo pripeljale rezultate. Če ti greš pa preplezaš Mount Everest, pa imaš doma družino v Rasulu, pa biznis v Rasulu, zdaj si šel na Mount Everest in zdaj priješ nazaj in pa boš naslednjih 365 dni še naprej imel družino v Rasulu, še naprej imel biznis v Rasulu, nobenega ne briga, da si ti šel na Mount Everest. Pač to je nekaj, kar se lahko hvalimo glede preteklosti, nobenega ne briga. Jaz sem tudi bil na svetovnem prvenstvu v plesu, nimam za to danes nič več. Niti noben me na ulici ne ustavi, niti čestita, niti ne reče, ti si bil svetovni prvak, mislim ne svetovni prvak, na svetovnem prvenstvu, 3. smo bili v državi, ja, tebi ni treba nekaj početi. Ne, treba je, a ne? Tudi zdaj. 4. komunikacija. Znati biti z vsemi ljudmi, jaz rečem temu vedno, bodi spoštljiv do vseh ljudi, ni važno, kakšni so oni do tebe, vedno lahko nazaj reagiraš kot džentelmen ali pa kot dama. 5. naredi, kar ne maraš, da priješ do rezultata. Večina ljudi na tem planetu in po moje 99,99999% ljudi na tem svetu mora vsaj enkrat na mesec narediti nekaj, kar ne marajo, zato da pridejo do rezultata. Ali plače, ali da to prodajo, zaslužijo, ali da imajo take odnose v družini, ki si želijo, ali da končajo šolo, karkoli. Super, ne maraš matematike, pej se čim prej učiti. In vrednote, na katere se splača dati fokus. Prva, definitivno spoštovanje. Spoštovati sebe, svoje telo in spoštovati svojo okolico. Predvsem starejše ljudi, ki imajo več izkušenj kot ti, mogoče se ti ne zdijo, da vejo več, eni mogoče primer v šoli učiteljica uči nekaj, kar ni mogoče več tukaj uporabno, ampak bodi spoštljiv. Zakaj bi se kregal z avtoriteto, ki ti lahko zagreni life? Brez veze. Bodi spoštljiv, naredi, kar je za narediti, minimalno toliko, da imaš mir pred učiteljico, pa da je stvar popedena. In isto velja za sošolce. Bodi spoštljiv, če nimaš kaj lepega povedati, bodi tiho. Če ne boš ceno plačal čez 15, 20, 30 let, vprašaj starejše ljudi okrog sebe. Biti človek besede, integriteta, se pravi, da ko nekaj rečeš, če rečeš 100, ti pade 100 iz ust. To je najvišji standard integritete. Se pravi, če rečeš, to bo narejeno takrat, je to narejeno takrat ali pa še prej. Iskrenost,
Ne se nikoli pretvarjati, ne se lagati, zato da dobro izpadeš. Sam imam dosti izkušenj s tem, ker sem mislil, da bo tako mi lažje. Pa sem vedno bolj otaval od tega, kdo je sem, na koncu niti nisem več vedel, ali se je nekaj res zgodilo, ali se ni res zgodilo, ker sem impresioniral ljudi z lažmi. In pol je full naporen life, ko se lažeš, unike se veste, da je tako. Ker si moraš zapomniti vse, kaj rečeš, pa nikoli se ne moreš spustiti, ker nikoli ne veš, kdo te bo dobil, kdaj te bo dobil. Z tega je iskrenost najboljša stvar. Poštenost, ne prenašaj ljudi okrog sebe, niti sebe, ko se zlažeš, ko nategneš druge, v prvi meri tu narediš sebe. In bod predan resnici, ne se bati resnice, ker če nekomu poveš resnico, ga bo mogoče zapeklo zdaj pa na hiter. Če pa se boš lagal, pa bo to odkril čez 2 tedna, 1 mesec, ker laž ima kratke noge, ali pa čez par let, bo pa veliko bolj bolelo, ker ne bo bolelo samo to, da se je nekaj ni zgodilo tako, kot smo si želeli, ampak se je nekdo še lagal in se pretvarjal, ker mu mi verjamemo, zaupamo in takrat pade vse dol. Ranljivost proti avtentičnosti, veliko boste slišali, da ljudje govorijo, bodi ranljiv, jaz ne maram tega izraza, valjda ne bom ranljiv, meni se že to ne sliši dobro, zakaj bi bil ranljiv. Avtentičen, to pa pomeni, da priznaš strahove, napake, jaz sem tudi lagal, sem kadil travo, sem bil odvisen od igrc, sem bil prevaran, pa sem vsako bejbo hitreje cancel, imam 9 neuspelih vez, zamenil 3 šole, ki sem iskal, kaj bi rad počel v življenju. Vem, milijon napak sem naredil. Mami pride na trening, me nekaj sprašuje, sem rekel, pa daj pejt ven, ker mi delaš sramoto, lastni mami. Pa še nočeš tega lajfa, zato ti to zdaj tlej prodajam. Bodi avtentičen, te neki strah reče, strah me je. Strah me je, da bom slabo izpadel, strah me je, da sem nesposoben, da mi ne bo ratalo. Strah me je, da bom uničil ta projekt. In ko to poveš, pol ljudje so samo tako, ok, cool, strah te je. In kaj bomo zdaj naredili? A bomo podlegli temu strahu, ali bomo vse naredili, kar smo rekli. Ker, če ga ne poveš, te drži in raste in pol nastanejo težave. Kdor govori resnico, si lahko privošči slab spomin. Nekaj pove, tako je. Mladi, vi niste enakovredni nam odrasli, ste pa enakopravni. Dajmo pogledati najprej razliko. Enakopraven pomeni, da imamo enake pravice in dolžnosti. In smo tudi enakopravni pred zakonom. Sicer glede na leta malo drugače, ampak vseeno, tam smo. Enakovredni pa nismo, ker enakovreden pa pomeni, da je nekdo po vrednosti, kakovosti, hierarhiji enak, podoben drugmu. In mladi niste. Primer, 1 mesec pa pol nazaj, oziroma 2 meseca je bil Max v bolnici, z Uršo sta bila, ker je dobil laringitis, vnetje grla, glasilk in je dihal tako, da je piskal, kar pomeni, da je bila ta dihalna pot zelo zaprta. In sta ostala za vikend v bolnici, da so preverjali, da so jih imeli v bistvu naučeno opazovanje. In vi mladi niste naredili nič za to, da sta ona dva dobila oskrbo. Nič. Ker ne plačujete davkov in ne plačujete prispevkov. Razen če že kdo dela, pol ti zdaj delam krivico in se ti opravičujem, ampak večina mladih ne. Torej, kdo je poskrbel? Vaši starši, učitelji, ravnatelji, ljudje, ki delamo in plačujemo prispevke in davke. Te poskrbimo. Tudi tisti ljudje, ki se ilegalno ukvarjajo z biznisom, niso nič naredili za to, da sta moj sin pa žena dobila oskrbo. Tudi oni z vami niso enakovredni v tej družbi. Tako da, in tle je fajn se tega zavedati. In niti ni vaša naloga, da bi bili enakovredni. Vaša naloga je, da se učite, da začnete mojstriti veščine, zaradi katerih boste en dan lahko prispevali sebi in tej družbi in da utrjujete vrednote, po katerih želite živeti. Pa boste zmagali v life. Denar, material, slava je posledica veščin, vrednot. Zdaj, kaj si starši želijo in zakaj imate večinoma težave starši? 3 stvari so. Prva je, ne povejte jim vsak dan, da jih imate radi in jih objamete. In vsak dan, ko to ne naredite, jim otrgate en majhen košček srca. Ker, ko ste se rodili, niste oči po manj pomislili, upam, da moj pri 16 me ne bo več objel, pa rekel, rtema. Verjamem, da ne. Sem naredil predavanje za 1000 staršev, sem vprašal, kdo si ne želi, da bi vas vaš otrok vsak dan objel, pa rekel, rtema, in niti en starš dvignil roko. Pa je bilo noč 40% oči.
nismo skale očetje, ok? In za bonus lahko rečeš svojim staršem hvala, ki mi date, ne vem, če se zavedate, 90% mladoletnih otrok na tem planetu nima ene od teh 4 stvari. Čiste pitne vode, hrane, obleke ali pa toplega doma. In če imate te 4 stvari, imate več kot 90% otrok na tem planetu, ste top 10%. Tako da, te pa ne govorimo o plačah in tako naprej, ker smo tudi Slovenci, mislim, da top 5% zaslužkarjev na svetu. Pa niso bajne plače, ampak na svetu smo tam gor, občutek pa ni tak. Da se držite osnovnih dogovorov, ki jih imate doma, to je druga stvar, druga napaka, ki jo delate, da se tega ne držite. Kaj takrat svojim staršem sporočate, da so slabi starši, ker oni imajo pogori, stomago do 15 leta nismo naučili pospraviti posle, dokler se zmenimo, pa me smo zafrkali na tega otroka, kako bo ta uspel v lifeu, kako bo ta obdržal šolo, službo, pa smo slabe starša, ja, res. In ko te vprašam, so tvoji starši slabi, najverjetneje boš rekla ne. Ampak s svojimi dejanji jim tu vsak dan znova sporočaš. Tako da dej drž se teh osnovnih dogovorov, ker jaz nisem razumel mojega očeta, ki mi je rekel, pa Jernej, ti za 20 minut na dan dela si se pripravljen skregati. In jaz sem bil tako, da sem se, ne boš ti meni ta star. Zakaj? Ker mi ni tega razložil. Če bi on me rekel, da se zraven počutil, da je slep oče, bi jaz rekel, ok. Tega mu pa definitivno nočem sporočiti. In tretja stvar, da skrbite za šolo sami, za učenje in naloge. Kuh od vas je že rekla svojim staršem, mami, dej pet natankati avto, da boš lahko šla v službo, da boš konec meseca plačala račune za elektriko pa Wi-Fi, da bom še naprej odvisen od TikTok. Najverjetneje zelo malo ali pa noben, oni pa vam tudi ne. Zdaj se pa vprašaj, če pri svojih letih ti morajo res starši govoriti, pet se učiti pa delati naloge. In to je tudi razlog, zakaj te ne jemljajo toliko resno, kot bi si ti želela. Pač enostavno se ne vedeš na tem nivoju. Tako je, simple. Če hočete, da vas jemljamo odrasli bolj resno, te 3 stvari, 90% težav doma bi moglo zginiti čez noč, ko dodate te 3 stvari. Evo, še za starše. Kaj so eni temelji starševstva? Osnovna naloga staršev je, da vzgojijo otroke v samostojne in odgovorne odrasle. Zato tudi, ker pride do tega, pet se učiti, pet delati nalogo, v njihovem svetu jim težimo, v našem svetu pa skrbimo, da so na pravi poti in jih dejansko sam preverjamo. Ali so ali niso. Druga stvar, da privzgojimo vrednote, ki so pomembne, da privzgojite vrednote, ki so pomembne v vaši družini in delujejo tudi za ostale. Ne vem, kaj to so, ampak za mene je definitivno spoštovanje, ljubezen, pa svoboda, iskrenost, resnica, zaupanje, vse, kar sem prej povedal. In pri nas doma skozi, že od majhnega, ta je star 4 leta, Max je star 2 leti, z vsemi mentoriranci si spoštljiv, si ljubeč, si svoboden, kakšen si zdaj, kakšen boš bil na pravljicah. In pol on tudi tu govori. In pri nas ni pridnih pa porednih, pri nas so spoštljivi, ljubeči ali pa nespoštljivo vedenje, neljubeče vedenje in tako naprej. Držati meje in gledati dolgoročno. Oče pa mami delata največjo napako, ker oče postavi mejo, mami jo prebije. Pol mami postavi mejo, pa jo oče prebije. In pol spet oče postavi mejo, mami prebije in tako gre. In kaj se tukaj dogaja? Razkol med starši, namesto da bi igrala kakor par, kakor ekipa, ne spoštujeta drugega in otrokom je to valjda všeč. Stara dva se kregata, mi dobimo kar hočemo, juhuhu, dokler oče pa mami ne prijeta, pa rečeta, ja, se bova ločila. In v Sloveniji je stopnja ločljivosti više od 30%, različna po letih, odvisno kaj boste pogledali statistiko, ampak precej velika. Če nočete tega, držite meje, pred otroci boste kaj ekipa, pa če vam kaj ni všeč, pa zvečer v spalnici, danes pa mi ni bilo cool, da si tu rekel, tu rekla, dajva kako učva drugič narediti, da bo tako, kakor si želiva jih vzgajati in tako naprej. Pogleda dolgoročno. Ko se pogovarjate z njimi, se pogovarjate z njihovimi možgani čez 5, 10, 15, 20 let in človeški možgani se do 25 leta razvijajo. Tako
Tako da, zaradi tega tudi večina najstnikov ne more ustaviti svojih čustev, ker frontalni korteks šele prihajajo v obdobje, to je pri 18, 19, ki se bo zares začel razvijati in bo lahko z razumom upravljal svoje čustva. In nepopularno mnenje, starši morajo frustrirati svoje otroke, ne pa maltretirati. So dve različni, diametralni stvari, frustrirati pa ja, jaz bi tu, ne. Zakaj ne? Ker zdaj je kosilo, ne bo čokolade. Pred kosilom ni čokolade. Jok, stop, ne. In to že od majhnega. In isto pol z najstnikom. Ne boš se tako vedel v tej hiši. Ja, pa če ne boš se. Za loputne vrata, s čigavimi vrati loputaš? Ja, z mojimi. Ne loputaj z mojimi vrati. Puf, za loputne še enkrat, puf, vrata snamem v stečaju, hnaj samo v kleti. Niješ kaj loputati z mojimi vrati. Ne? Ti mene ne razumeš, ok, cool, dajva se usesti, dajva se pogovoriti, zdaj mi ti povej, kaj se dogaja. In pol imeti pogovor, komunikacija. Vse se da rešiti v komunikaciji. In zato se je potrebno znati upravičiti in prevzeti odgovornost za posledice. Predvsem za moje mnenje bi se moglo večina odraslih danes upravičiti svojim otrokom zaradi navlečenosti na blue screen, ker ko vprašam starše odrasle na predavanju, kakšni so današnji najstniki, ena top 3 stvari odvisni od ekrana. In moje vprašanje nazaj je vedno, kdo jih je pa navadil. In pol, ja, vi. In če zdaj hočete, da otrok pri 13, ko že 12 let konzumira več kot 2-3 ure na dan moder ekran, ne bo odvisen od tega, živite v La La Landu. Hvala, da bo. Zdaj pa imate opcijo, kaj bo gledal, ampak še prej morate imeti ta pogovor. Oči, mami sta hotela mer, to nam je bilo bolj pomembno, kukor da biti s tabo. Pač iskreno, avtentično priznati, kar je tam. Ni lahko biti starš v današnjih časih, ker je veliko distraktorjev in tudi mi smo odvisni od tega. Tudi jaz bi najraj celo popoldne neki štrklal po telefonu, pa ne bi tam sta mali, ker itak je star 4 pa 2 leti, kaj ne si pomagam z njima dvema, nič resenga še ne moramo delati, veliko resenga, ali pelati nek biznis, nek fuzbal odigrati, ne vem, neki, ampak so bolj tako otroške, pa jih učiš, pa klej, nisem imel otroke zato, da imam mer pred njim. Autentično priznati, pa reči, ok, kaj bomo zdaj naredili, tu res ne deluje, ne pogovarjamo se, ne znamo se pogovarjati, tako smo živčni in pol najde skupaj kot družina rešitev. Otroci hitro pokapirajo mladi, tako da vam znajo tudi zelo hitro odpustiti in znate skupaj najdete rešitve, kako pa kaj naprej. Družina je ekipa. Ker če si primerjamo basket ekipo, vsak ima svojo vlogo, če ne odigra dobro, ekipa zgubi, isto je v družinah. Če vsak ne odigra svoje vloge, zgubimo kot družina in pa se vidimo enkrat na leto, 25. decembra, ponovadi za Božič, a ne praznik družine, pa še takrat se skregamo. Ali pa vsakič, ko se vidimo, se skregamo. Zdaj, vsak ima svojo vlogo, nujni družinski sestanki tedensko, z mano živi en stav, ki je, vodi svojo družino, tako kot furaš svoj biznis, se pravi, če imaš v biznisu tedenski, mesečni, kvartalni, letni meeting, ko planiraš za naprej, zakaj ne bi imel z družino? Zakaj ne bi imel vsak teden meeting z družino, pa reči, ok, kaj nam je bilo ta teden všeč, kaj nam ni bilo, kaj lahko naredimo, da nam bo, skupaj da turnike, čez Google koledar se vsi podelite, stvar rešena, vemo, kdaj je kdo zaseden, kdaj je kdo frej, kaj bomo delali takrat, ko smo frej, tu, ok, tle imaš prosti čas, delaj kar češ. Skupno preživljanje prostega časa brez telefonov. Če pa že, pa na telefon naj bo del tega prostega časa, kot ok, ga ramo nujno uporabiti za neko igro. Drugače pa na potehu telefone v predsobo v eno škatlo, prvi, ki gre po telefon, 1000 sklec. Ali pa plača večerjo vsem. Tako je. Toliko simpel. Tako da se marsikaj. In vsak naj prispeva skupnosti po svojih močeh. Ne moramo si vse. Se moramo od svojega 2-letnika zahtevati, da mi spravlja posodo iz pomivalnega stroja. Tako tudi vaš najstnik ne bo zdaj vse, zaradi tega si pa lahko razdelimo. Pri nas doma je bilo tako, kdo bo sesal, kdo bo brisal prah. In jaz sem vzel sesanje, brat je brisanje praha in pa se je vedlo v soboto dopoldan, do 10 je moglo biti to narejeno. In če ni bilo, in če je bilo, je bil mir.
Tako preprosto. Pol, kaj lahko delamo? Lahko skupaj planiramo prehrano. Se usedete, v nedeljo isto po kosilu, rečete, ok, zdaj imamo 1 uro družinski sestanek, najprej prehrana za naslednji teden, budžet je 100 evrov in kaj bomo zdaj jedli naslednjih 7 dni. Ok, danes ti povej za ponedeljek, ti za torek, sredo, četrtek, oči mami določita valjda, ne vem, pri 4-članski družini 5 obrokov na teden, otroka 2, glavne obroke kosilo, za večerjo bomo to, zajtrk to, malce to, ok. Zdaj pa spisati sestavine na listek in te sestavine morajo priti znotraj budžeta, tako jih boste tudi učili finančne pismenosti. Pa se gre v trgovino, en naj meče noter, drug naj pa govori, kaj boste kupili. In to je to. In pol, Google koledar, prehrana, urejeno, stvar deluje. Zdaj, če vam je bilo vse slišano všeč in nam je naš pristop všeč, imamo za vas eno super novico. In to je, da imamo online program za najstnike, imenuje se Za uspešen life, kjer si bojo najstniki izumili svoj smisel življenja in kako ga resničiti čez 4 glavna področja življenja. Zdravje, dobro počutje, odnosi, kariera, finance in upravljanje s časom. In seveda vsa podpodročja, zakaj je pomembno spanje, hranila, odnos z očem, mami, sestro, bratom, babico, detkom, prijatelji, kariera, šolanje, kariera, kako upravljati z denarjem in potem vse, kar napiše v mapi življenja, predvsem, ko pride do akcij, kaj je treba narediti, da se to uresniči, se vrže v Google koledar. In vse to je lepo zapakirano v 5 modulov, ki se odklenejo na en dan, se pravi, v 5 dnevih je mapa življenja postavljena, vmes so neke mini življenjske naloge, da začne vse skupaj piti vodo in zraven dobi še skupnost, za live skupnost na platformi Discord, kjer lahko vpraša kadarkoli, karkoli, s čimerkoli se sooča. Tam smo mentorji na voljo 24 ur na dan. Skupno smo že več kot 100 uporabnikov, tako da pejte na spletno stran, preberite si več v programu in če je to nekaj, kar vidite, da je smiselno za vašega najstnika oziroma za tebe, navdušite starše oziroma svojega najstnika, naj se pridruži in obljubim, da vam ne bo žal. Do naslednjič, vse dobro.